Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar velike nagrade Avstrije, kjer si bomo, kot ponavadi, pogledali vse tiste zanimive točke, ki smo jih videli na nedeljski dirki. Kot običajno bo tudi današnji komentar dirke za veliko nagrado Avstrije razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali vse tiste zanimive točke, ki nam jih je podala sama dirka. V drugem bomo pa naredili krajšo analizo, kar se tiče napovedi strategij in rezultate primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na prvo. A začnimo samo dirko, kjer smo videli zopet dvojno zmago McLarena. In treba je poudariti, da marsikateri navdušenec po rezultatih velike nagrade Kanade si v bistvu tudi malce želel, da bi se tisti trend nadaljeval. Namreč v Kanadi letos prvič nismo videli McLarena na zmagovalnem odru. Ampak na veliki nagradi Avstrije smo zopet opazili, kako dominanten je MCL 39. Če se spomnite mojih predhodnih prispevkov, sem mnogokrat poudaril, da je proga Gilles Villeneuva v Kanadi specifična in da se ne smemo obračati po tistem, kar smo videli na sami dirki za veliko nagrado Kanade. Ampak vseeno nismo videli samo dvojne zmage McLarena, videli smo, da je bil Lando Norris pred Oskarjem Piastrim. Kar poenostavljeno pomeni, da so vrata, kar se tiče boja za naslov svetovnega prvaka med vozniki, na stežaj odprta. Da bomo do konca redno gledali dvoboj med Piastrijem in Norrisom in da, če bodo zdržala ista papaja pravila, bomo deležni še marsikaterega zanimivega dvoboja. In tudi tu v Avstriji je bilo tako. Res je Oskar Piastri imel rahlo ponesrečene kvalifikacije. Ne vem, ali tista rumena zastava, ki jo je povzročil Gasly, je nekako prisilila Piastrija, da se je zadovoljil s tretjim mestom, ali bi imel realne možnosti splezati čisto na vrh. In na koncu to sploh ni važno. Videli smo po samem štartu, kako je Piastri takoj planil na drugo mesto. A to ne smemo pozabiti še na nekaj, kar je verjetno marsikdo spregledal, namreč Lando Norris je lepo iztisnil Charlesa Leclerca na rob. In Charles Leclerc v preteklosti je bil eden izmed tistih, ki so znali izkoristiti nežnost Landa Norrisa pri samem štartu. Tokrat je bila zgodba drugačna. In všeč mi je, da je tudi Lando Norris sposoben pokazati zobe. A videli smo v nadaljevanju prvega dela dirke tisti dvoboj med Norrisom in Piastrijem, kjer je bil, vsaj po mojem mnenju, Oskar Piastri nekoliko hitrejši, ampak Lando Norris se je znal braniti. In tu moram pohvaliti izbor, ki so ga napravili pri McLarenu. Ekipi je glavno, da domov pripelje dvojno zmago. In ker je prišlo skorajda do trka med obema voznikoma, so najprej poklicali na menjavo Landa Norrisa in so pustili čakati Oskarja Piastrija na progi. In prav tu se je praktično zgodil tisti ključni element celotne dirke. Nastala je razlika, ki je do konca dirke Oskar Piastri ni znal nadoknaditi. Seveda, jasno nam je, če bi Piastri in Norris menjala en z drugim, bi bila zgodba drugačna.
morda bi zmagal Piastri, morda bi bil rezultat tak, kot smo ga videli na progi, morda bi odstopila oba. Ampak pri McLarenu niso hoteli tvegati in stališča ekipe so naredili prav. A če sedaj za trenutek pustimo McLaren in pogledamo skuderijo Ferrari, bomo videli, da čeprav sta bila Charles Leclerc in Lewis Hamilton tretji ter četrti, je bil zaostanek pri Ferrariju res gromozanski. Charles Leclerc je za zmagovalcem zaostajal 19 sekund in pol, kar pomeni približno zaokroženo izgubo 3 desetink na krog. In to je nekaj. Videli smo že na samem začetku, kako je Charles Leclerc v primerjavi z Norrisom in Piastrijem že v prvih krogih izgubil ogromno. Torej, v boju za zmago Ferrari nikoli ni bil, vsaj ne na veliki nagradi Avstrije. In tu je treba poudariti, da res so pri Ferrariju prišli zopet na drugo mesto, kar se tiče konstruktorske lestvice, ampak imajo le točko prednost in zopet neka zanimivost. Kako konstantni so pri skuderiji Ferrari, namreč čeprav so drugi na konstruktorski lestvici, če pogledamo voznike, bomo takoj ugotovili, da tako Charles Leclerc kot Lewis Hamilton sta bistveno nižje. Ampak zahvala gre, da sta oba konstantna in da Ferrari z obema bolidoma dosega točk. A vrnimo se na dirko, kjer je treba poudariti še en bistven trenutek. Verjetno marsikoga izmed vas je zmotila komunikacija med Lewisom Hamiltonom in njegovim inženirjem Adamijem. Lewis Hamilton je bil mnenja, da lahko konča dirko za veliko nagrado Avstrije le z enim postankom. A sam menim, da so imeli na komandnem pultu Ferrarija prav. Nisem prepričan, da bi lahko Lewis Hamilton z enim postankom prišel do cilja v tistem ritmu, ki bi zadostoval za 4. mesto. Če primerjamo njegov postanek s tistim, ki ga je opravil Liam Lawson, bomo takoj ugotovili, da se je Lewis Hamilton ustavil 6 krogov več, kar je na dirki, ki je bila dolga 70 krogov, zaokroženo 8,5% celotne razdalje. Seveda sedaj, če si zamislimo, da bi Lewis Hamilton moral vztrajati praktično na stintu še 8,5% celotne razdalje več kot Liam Lawson, nam je jasno, da na koncu verjetno ne bi prišel do cilja pred voznikom ekipe Racing Bulls. Zato pri Ferrariju, vsaj po mojem, so imeli presneto prav. In tudi Lewis Hamilton, čeprav vozi bolid, se lahko kdaj pa kdaj zmoti. Je človek, kot mi vsi. A epizoda, mimo katere ne moremo, je tisti trk, ki smo ga videli takoj na začetku, ko je Andrea Kimi Antonelli zgrešil popolnoma vhod v tretji ovinek, v ovinek Remus in zadev ob Maxa Verstappena. Čista začetniška napaka. In če ste spremljali dogajanje v tokratnem vikendu velike nagrade Avstrije, ste verjetno opazili, da prav v tretjem ovinku je bilo absolutno največ nesreč. Omenil sem že, da tudi lani Lando Norris in Max Verstappen sta trčila prav v tem ovinku, čeprav so bile okoliščine čisto drugačne. A vrnimo se k letošnji izvedbi, k napaki Antonellija, ki je hotel na samem začetku množico nasprotnikov prehiteti takoj, videl je praznino na desni strani, izgubil oprijem na zadku in seveda odšel tja proti izletni coni, naravnost po tangenti, ampak na njegovi poti se je znašel Max Verstappen. Trk je bil seveda neizogib. In Andrea Kimi Antonelli bo zasluženo dobil na naslednji dirki 3 kazenska mesta na štartnem razporedu.
Marsikdo se sprašuje, zakaj ima Antonelli kazenska mesta in jih Lando Norris na prejšnji dirki ni dobil, ker je uradno Lando Norris prejšnjo dirko veliko nagrado Kanade končal. In tu verjetno moramo zaključiti zgodbo, kajti pravila so jasna in so bila spoštovana. Max Verstappen ni kazal velikega razočaranja po tem odstopu, verjetno prvič, ker Red Bull ni bil tako konkurenčen v njihovi domači dirki, drugič, ker razume Antonellija, namreč tudi on na začetku svoje kariere je storil podobne napake, in tretjič, ker če bi napravil nekaj, kar ne bi bilo primerno, bi lahko presegel 12 kazenskih točk in naslednjo dirko učival. A poglejmo si tista dva voznika, ki sta po mojem mnenju najbolj presenetila. In to sta oba voznika ekipe Sauber. Gabriel Bortoleto prvič v točkah, imel je fantastične kvalifikacije in enkratno dirko. Zasluženo, po mojem, vozniki dneva, čeprav bi nekdo lahko dejal, da Nico Hülkenberg, ki je iz 20. prišel na 9. mesto, je napravil bistveno več. Ampak naslov voznika dneva sama razumem kot neko spodbudo, kot neko nagrado nekomu, ki je napravil nekaj posebnega. In tu menim, da mlademu Bortoletu bo to priznanje bistveno bolj koristilo kot na primer Hülkenbergu, ki ima izkušnje, ki ve, česa je sposoben. In všeč mi je, da tokrat je publika videla, da je Bortoleto res imel dobro dirko. Nekateri bi lahko dejali, da tudi Liam Lawson je napravil nekaj izjemnega in 6. mesto zanj je seveda velik rezultat. Ne smemo pozabiti, da je na tem mestu tudi štartal, na koncu dirke pa ne smemo pozabiti tudi na neko malo dejstvo. 2 odstopa, ki sem jih omenil že prej, predvsem Max Verstappen in Andrea Kimi Antonelli, ki bi bila sposobna seveda na dirki Lawsona tudi prehiteti. Tako da menim, da tisto, kar so pokazali pri Sauberju, je bistveno na višjem nivoju od onega, kar je pokazal voznik ekipe Racing Bulls, a moje osebno mnenje. Tu pri ekipi Sauber se že vidi prihod Jonathana Whitleya iz Red Bulla, kjer smo opazili, kako so začeli pri tej švicarski ekipi, bo naslednje leto se imenovala Audi, nekako se bolj ukvarjati s tistim, kar se dogaja na progi, izkoriščati priložnosti in seveda dosegati rezultat. Treba je tu povedati, da Fernando Alonso je na veliki nagradi Avstrije končno zbral prav toliko točk kot Lance Stroll. In tu je še treba trenutek ali dva porabiti za tisto, kar smo videli praktično pred samim štartom. Za težave, ki smo jih opazili pri Williamsu Carlosa Sainza mlajšega. Opazili smo, da v formacijskem krogu ni bil sposoben speljati, da so ga nato malce potisnili, in ko je prišel v pit lane, so njegove zavore dobesedno zagorele. Pred samim štartom je bila temperatura zraka v Avstriji 30 stopinj, temperatura asfalta 50 stopinj in pol. In sam si predstavljam, da pri Williamsu so imeli hladilne košare, ki niso bile primerne tistim razmeram. Zato se je verjetno zavorna ploščica prijela na zavorni disk in seveda s streljem, ki ga je to povzročilo, so zavore Carlosa Sainza mlajšega se najprej zlepile in nato po njegovem kasnejšem formacijskem krogu tudi umele. Mercedes, ki smo ga že malce omenili pri Andreji Kimiju Antonelliju, tokrat ni bil v taki formi. Verjetno ne zaradi visokih temperatur. Med tistimi ekipami, ki so prijavile izboljšave, so bili edini, ki so se usmerili celotno na hlajenje z novimi hladilnimi košarami na prednji osi in z različnim pokrovom pogonskega sklopa. Ampak izgleda, da to ni bilo
tu bolj. A nekako ne moremo mimo dejstva, da pri ekipi Alpine gredo strmo navzdol. Videli smo tako s Colapintom, kot predvsem z Gaslyjem, ki je bil sposoben priti v tretji del kvalifikacij, ampak na dirki tudi zaradi izbora pnevmatik ni bil blesteč. Poglejmo si sedaj, kaj smo lahko videli pri samih napovedih strategij. Tako tista, ki jo je izdal Pirelli, kot ona, ki sem jo prikazal sam, sta pravzaprav identični, vsaj v prvih dveh variantah. Velika nagrada Avstrije ne dopušča nekih prevelikih fantazijskih ekskurzov in tu se moramo strinjati. Začeti na pnevmatiki medium, nato nadaljevati na pnevmatiki hard in zopet na medium, je bila ista zmagovalna strategija. In tu moram poudariti, da v moji napovedi so bili stinti, torej vzdržljivost pnevmatik, nekako točno napovedani za pnevmatiko medium. 22 krogov približno, krog več ali krog manj, za pnevmatiko hard pa okrog 27 krogov. Preden zaključimo, še ena zanimivost. Tu imamo rezultate vezane na samo mešanico. Poglejte sedaj rezultate Piastrija na pnevmatiki medium in Strolla na pnevmatiki soft. Oba najhitrejša kroga na posamezni mešanici sta bila dosežena približno ob enaki starosti pnevmatike in približno v enakem krogu dirke. Ampak koliko je bil hitrejši Piastri z pnevmatiko medium v primerjavi s Strollom, je imel pnevmatiko soft. Visoke temperature pomeni, da mehkejše mešanice ne pridejo do izraza. Čeprav nekateri še zmeraj trdijo, da mehkejša kot je mešanica, hitrejši bo bolid, a videli smo, da ni res. Tako, prišli smo do konca, tudi do komentarja velike nagrade Avstrije. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.